za predstavitev. Torej, kot rečeno, moje ime je Tanja Varl-Turk, prihajam iz kliničnega centra, sem internistka, ožje zaposlena na Centru za klinično toksikologijo in farmakologijo. In današnja želja je pravzaprav bila predstaviti konopljo. Zdaj, konoplja je, tako kot sem že prej rekla, v uvodnih besedah, ena taka vroča žemljica, ki se prodaja na različnih področjih v zadnjih letih, zdaj že kar nekaj let. In ker vem, da so v bistvu med vami različne starostne skupine, predvidevam, različni profili, različna vprašanja, različni interesi, sem si tole predavanje zastavila precej, bom rekla, široko. Najprej bi vam nekaj povedala o konoplji kot sami rastlini, njeni širši uporabnosti, o katerih podvrstah se načeloma pogovarjamo, o našem endogenem kanabinoidnem sistemu, ki ga tudi imamo, o neželenih učinkih in zastrupitvah s konopljo, kako je z uporabo konoplje v medicinske namene, konopljo v prehrani, kako je urejena pri nas zakonodaja na tem področju, in na koncu bi se dotaknili tudi delne legalizacije konoplje, ki se dogaja po svetu, in problematike črnega trga. Jaz upam, da predavanje, ker vas ne poznam, mojih sogovornikov, ne bo pretežko, če ne nadaljavo, ne bom zamerila, če kakšno stvar tudi malo preslišite in vzamete mogoče tisto, kar je vam pomembno. Je pa tudi na nek način moja želja, da vse poslušalce poskušam opolnomočiti z nekimi dejstvi, ki mislim, da so realna, ki jim lahko zaupate, ker v bistvu prihajajo od zdravnika, in so preverjene. Torej, če si najprej pogledamo samo zgodovino konoplje, psihoaktivna komponenta konoplje, to je tetrahidrokanabinol, je bil prvič kot molekula opisan leta 1964 strani izraelskega kemika. Bistveno kasneje je pa prišlo do v bistvu poznavanja endokanabinoidnega sistema. To je pa sistem kanabinoidov, ki je pravzaprav prisoten naravno v vsakem našem telesu in se pojavlja v večjih koncentracijah, predvsem v možganih, potem v prebavilih, pljučih, srčno-žilnem sistemu in tudi v drugih organih. In od takrat, ko je vzniknila ideja o samem endokanabinoidnem sistemu, so se začele tudi ideje o morebitni modulaciji endokanabinoidov, ali bi to lahko v medicini postale neke nove farmakološke tarče. Danes vemo, da obstajajo v našem telesu kanabinoidni receptorji, ki so več tipov. Primarno ločimo kanabinoidne receptorje tipa 1, ki so odgovorni predvsem za naše zaznavanje bolečine, za višje kognitivne procese, torej spomin, obnašanje v takih kompleksnejših situacijah, tudi v naši motoriki, in pa kanabinoidni receptorji tipa 2, ki so prisotni predvsem na celicah imunskega sistema in pa na krvnih celicah in so pomembno udeleženi v nekem moduliranju, torej reguliranju vnetja in pa delovanja našega imunskega sistema. Potem so pa tudi še številni nekanabinoidni receptorji, na katere vplivajo te molekule in uravnavajo pravzaprav našo človeško homeostazo, torej uravnavanje naše temperature, srčne frekvence, posredujejo pri slabosti, bruhanju, uravnavanju apetita. In v bistvu danes govorimo o 3 vrstah kanabinoidov, to so torej naši notranji endokanabinoidi, potem so to fitokanabinoidi, naravno prisotni v rastlini konoplji, in pa sintezni kanabinoidi, ki jih pa pravzaprav človek umetnost producira v laboratoriju. Konoplja kot rastlina pa vsebuje več kot 500, torej eno množico različnih snovi, vključno s kanabinoidnimi in nekanabinoidnimi spojinami. Zakaj vam to govorim? Ker se je izkazalo v raziskavah, da nekanabinoidi prisotni v konoplji ne vplivajo zgolj samo na vonj posamezne sorte in pa okus, ampak izražajo pomembno aktivnost v živčno-mišičnih sinapsah v možganih, na številnih ionskih kanalih, encimskih sistemih, vplivajo tudi na delovanje možgansko-žilne bariere in posedujejo tudi sami po sebi določene učinke protivnetne in tako naprej.
in kot taki lahko pomembno vplivajo na farmakokinetiko THC, torej kako se bo psihoaktivna substanca obnašala v našem telesu. Zato poudarjam, da znanstveniki opozarjajo na sinergizem kanabinoidnih in nekanabinoidnih spojin v konoplji. Torej vse je pomembno, a ne? In ne zgolj THC in CBD, ki jo večina ljudi pozna. Tole je ena taka primarna delitev, a ne, da boste vedeli, o čem se ponavadi pogovarjamo. Ločimo kanabis sativo, subspecio sativo in pa indiko. V prvem primeru govorimo o industrijski konoplji, to je konoplja, ki jo uporabljamo tudi v prehrani in pa v medicinske namene. In tukaj spodaj vidite, a ne, da vsebuje pravzaprav zelo malo, pod 0,3% psihoaktivnega THC, in ima primerno večjo vsebnost nepsihoaktivnega drugega najpomembnejšega kanabinoida, to je kanabidiol. Medtem ko je indijska konoplja, tako imenovana marihuana, ki jo bolj, bom rekla, posedujejo tisti ljudje, ki se rekreativno srečujejo s konopljo, zlorabljajo, ta vsebuje bistveno višje vrednosti psihoaktivnega THC. In zdaj z vidika zdravnice, s katerimi težavami se zdravniki srečujemo pri uporabi konoplje v medicinske namene. Vemo iz prakse, da zdravila s kanabinoidi imajo ozko terapevtsko okno. To v praksi pomeni, da so terapevtski odmerki na žalost zelo blizu odmerkom, pri katerih aktivne učinkovine v zdravilu povzročajo tudi neželene učinke. Ti so lahko bodisi na centralni živčni sistem, o kateri bom povedala kasneje, srčno-žilni, vpliv na dihala, mišično-skeletne neželene učinke in pa neželene učinke strani prebavil. Poleg neželenih učinkov nas skrbi možen razvoj tolerance in pa zasvojenosti zaradi psihoaktivnega potenciala THC ter znaki odtegnitve v primeru prekinitve daljšega jemanja tega zdravila. Zavedamo se, da imajo tudi ta zdravila potencialne interakcije, ker vemo, da se tako THC kot CBD presnavljata v jetrih preko citokroma P450, to je naš, bom rekla, eden temeljnih encimov presnove, kar lahko pomembno poveča koncentracije zdravil, ki jih bolnik sočasno prejema. Vemo, da so kanabinoidi izrazito lipidotopni, se kopičijo v maščevju in se zelo počasi izločijo iz telesa, kar lahko pomembno vpliva na obnašanje zdravila v telesu. Predvsem se pa zdravniki srečujemo s tem, s percepcijo ljudstva, kako pravzaprav oni dojemajo raznolikost potencialnih indikacij za uporabo konoplje in pa kakšno je na drugi strani realno stanje, kakšni so rezultati kliničnih raziskav. S katerimi težavami se pa srečujemo pri zastrupitvah s konopljo, To so pa torej tisti, ki zaradi konopljinih proizvodov, konoplje same pridejo v našo bolnišnico, prednjačijo predvsem učinki THC-ja na centralni živčni sistem, bolniki pridejo zaspani, izrazita je prekomerna sedacija, vse do neke globje motnje zavesti, somnolence, kome. Občasno so bolniki tudi evforični, torej imajo neko privzdignjeno razpoloženje, so zelo nemirni, tesnobni, zlasti mladostniki grejo velikokrat v kakšen panični napad, torej jih zelo razburi. Zgodi se tudi, da primarno srečamo takega posameznika z neko prvo psihotično epizodo, s prvo epizodo shizofrenije, govorim o tistih, ki so genetsko predisponirani k tem boleznim. Potem beležimo različne stopnje psihomotorične koordinacije, okvare, motnje govora, halucinirajo, se pravi neko moteno zaznavanje sebe in okolice. Od srčno-žilnih učinkov praktično vedno srečamo pospešeno srčno frekvenco, nihanje krvnega tlaka, lahko pride do padca krvnega tlaka, do prehodne tudi izgube zavesti. Niti ne tako redko, bolniki, ki imajo že bolezen srca, pa lahko zanjo niti še ne vejo, pa navajajo stiskajočo bolečino v prsnem košu, srce jim neredno hitro utripa,
Tudi objektivno lahko zabeležimo motnje srčnega ritma, od tega najpogostejši paroksizem, torej napad atrijske fibrilacije, pa vse do enega akutnega srčnega infarkta zaradi spazma koronarnih, torej srčnih žil. En smrten tak primer smo imeli pred kratkim časom pri mladem človeku, bom rekla, brez predhodno znanih srčnih obolenj. Potem so zelo pogosti učinki na prebavila, to sta predvsem slabost in bruhanje. Navajam še neželene učinke strani dihal, lahko ima pacient neke simptome bronhitisa, torej to so predvsem pacienti, ki imajo predhodno znano astmo ali pa kronično obstruktivno pljučno bolezen. Posebej opozarjam pa na tele 3 subpopulacije, to so otroci, mladostniki in pa ostareli. Otroci v današnjem času relativno velikokrat do konoplje dostopajo, ker se konoplja zdaj skriva v živilih, zelo raznolikih, ki jih najdemo na policah, in tudi v raznih, bom rekla, konopljinih produktih, ki jih ljudje dobivajo od različnih ponudnikov. Pri njih je klinična slika zastrupitve malo drugačna, največkrat poteka z eno mišično mlahavostjo, so zelo otopeli, slabo pogovorljivi. Redko so lahko tudi zelo hiperaktivni, jokavi, razdražljivi. Pri otrocih je tudi večja nevarnost, da razvijajo kakšen epileptični napad. Potem mladostniki, takale zgodnja raba konoplje, na splošno govorim široko, dokazano kvarno vpliva na razvoj možganov. In se kasneje v življenju lahko pokaže z različnimi stopnjami kognitivne oškodovanosti, slabšim učnim uspehom in socialno vpetostjo. Pri starejših populacij pacientov se zastrupitev s konopljo največkrat kaže z eno motnjo zavesti, večinoma pridejo generalizirano zelo upočasnjeni, praktično nepogovorljivi, slabše dihajoči, zaspani, velikokrat so zmedeni, občasno tudi nemirni, lahko izrazito halucinirajo in tako, kot sem rekla, srčno-žilni učinki so tudi tisti, ki so ponavadi v ospredju. Nihanje krvnega tlaka, nihanje srčne frekvence, zaradi česar jih moramo tudi monitorizirati in ustrezno zdraviti. In poglejmo si zdaj zakonsko ureditev kanabinoidov v Sloveniji. Najprej poglejmo, kako je z uporabo konoplje v medicinske namene. V Sloveniji smo bili torej marca 2017 priča spremembi uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, s čimer se je konoplja sprostila v drugo skupino, s čimer smo pa v bistvu omogočili uporabo konoplje v medicinske namene. Trenutno imamo tako na ameriškem kot tudi na evropskem tržišču že kar nekaj zdravil, ki imajo dovoljenje za promet in bodisi vsebujejo naravne, bodisi sintezne kanabinoide, predvsem sta to THC in pa CBD v različnih koncentracijah in razmerih. Kako je z uporabo konoplje v prehrani? Imamo pravilnik, ki dovoljuje uporabo konoplje tudi za namene prehrane, kar je v preteklih letih, tako z vidika potrošnikov, proizvajalcev, kot tudi strani regulatornih organov, odprlo več vprašanj, kako je zdaj s temi potencialnimi koristmi in pa na drugi strani tveganji za zdravje. Vemo, da živila, ki vsebujejo ali pa so v celoti izdelana iz različnih delov industrijske konoplje, lahko vsebujejo tudi sledove psihoaktivnega THC in še najmanj 60 drugih kanabinoidov, ki so pa tudi v telesu lahko biološko aktivni. Na splošnem pa v našem pravilniku slovenskem velja, da živila z industrijsko konopljo vsebnost THC ne sme presegati 0,2% v suhi snovi rastline. Torej, neka dejstva pravilne proizvodnje so jasna in znana. Zdaj si pa poglejmo, kako je s konopljo v medicini. Torej, v Republiki Sloveniji dostopamo do zdravil s kanabinoidi na, grobo rečeno, 3 različne načine. Eno je, imamo zdravila, ki že imajo dovoljenje za promet pri nas. Druga možnost je začasen uvoz zdravil, ki imajo dovoljenje za promet v drugih državah primerljive kakovosti, ponavadi so to članice Evropske unije. Ali pa zdravnik predpiše magistralno zdravilo. Do pred nedavnim je bilo to na beli recept, od maja 2023 pa na zeleni, torej klasičen recept v dvojniku, tako kot velja
tudi za druge narkotike, a ne. Pogoj za začetek trženja zdravila na osnovi konoplje je pa pravzaprav povsem enak kot v primeru drugih zdravil, in sicer je to registracija zdravila oziroma izdaja dovoljenja za promet s strani pristojnega organa, pri nas je to Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. In zdaj, če pogledamo, kakšna je klinična uporaba kanabinoidov pri nas, je daleč najbolj opazna v 3 vejah medicine. Prva je onkologija, kot neko dopolnilno zdravljenje hude slabosti in bruhanja, večinoma pri terminalnih rakavih bolnikih, kot posledico kemoterapije ali napredovanja same bolezni. Pri teh bolnikih lahko kanabinoidi zmanjšajo slabost, bruhanje, bolečino, izboljšajo apetit in posledično, ker izboljšajo kvaliteto tega življenja, kolikor ga bolnik še ima, ublažijo tudi anksioznost in nespečnost. Druga veja medicine je nevrologija, in sicer multipla skleroza. V tej veji medicine se je izkazalo, da dopolnilno zdravljenje s kanabinoidi pri tistih, bom rekla, huje bolnih bolnikih lahko pomembno zmanjšajo spastičnost in nevropatsko bolečino, spet pri bolnikih, ki so odporni na standardne načine zdravljenja. Tretja veja medicine je pa, bom rekla, zelo pomemben del, pediatrija. Široko gledano se gre pa v bistvu za relativno malo bolnikov, to so pa otroci s trdovratnimi redkimi oblikami epilepsije, ki so že zgodaj v poteku svojega življenja zelo oškodovani in jim lahko v bistvu dopolnilno zdravljenje s kanabinoidi izboljša njihovo vsakodnevno funkcioniranje, umiri vedenjske težave, izboljša njihovo spanje, skratka, izboljša kvaliteto njim samim in pa njihovim staršem. Zdaj, pomembno ali ne za vas, mogoče tukaj razpolagam še z, bom rekla, imeni, teh zdravil, ki so dostopna za indikacije, ki sem jih navedla. Gre za zdravilo Epidiolex, ki od septembra 2019 ima dovoljenje za promet tudi pri nas. Gre za naravni kanabidiol, ki se uporablja, kot sem rekla, za zdravljenje trdovratnih redkih oblik epilepsij. Potem Sativex, ki je standardiziran pravzaprav ekstrakt THC in CBD, ki se uporablja za dopolnilno simptomatsko zdravljenje pri multipli sklerozi. Potem imamo pa v predvsem Ameriki še številna zdravila, ki so pravzaprav po svoji sestavi sintezni analogi THC, to sta nabilon in dronabinol, vendar v klinični praksi pri nas tega še največ pišemo na Onkološkem inštitutu. Dronabinol in sintezni kanabidiol sta v Sloveniji na voljo kot magistralno zdravilo, ponavadi v obliki kapljic, na zeleni recept. Tukaj samo hočem pokazati, da je dostop do zdravil s kanabinoidi v Sloveniji tudi javno objavljen na ustrezni inštituciji in da imamo Slovenci, to je zelo dobrodošlo, tudi naša lastna priporočila za uporabo kanabinoidov pri bolnikih, ki se zdravijo zaradi raka, kjer so stvari, bom rekla, zelo lepo objektivizirane, standardizirane, in si z njimi pomagajo pravzaprav zdravniki in bolniki posredno. In zdaj, če zaobjamem te najbolj pogoste indikacije, kaj se pravzaprav dogaja, ko damo človeku THC in pa CBD v terapevtskih koncentracijah. Vemo, da višje koncentracije THC v telesu so povezane s številnimi neželenimi učinki, ki sem jih že naštela. Po drugi strani pa kanabidiol nima teh psihoaktivnih učinkov, ne vpliva na krvni tlak in srčno frekvenco, tudi ne vodi v odvisnost, pacient ne razvije tolerance, manjša je možnost, ni možnosti pravzaprav zlorabe. So pa tudi opisani neželeni učinki, ki so predvsem blagi, to sta slabost, driska, bolniki ponavadi navajajo, da so malo bolj utrujeni, občasno zabeležimo prehodno povišane jetrne encime. In v bistvu iz preteklih let klinične prakse so se onkologi v bistvu že naučili, da so ti neželeni učinki običajno odvisni od odmerka, da večino teh lahko v klinični praksi preprečijo s počasnim titriranjem in vzdrževanjem nizkega odmerka.
Zdaj, poleg navedenih bolezni smo pa bili v preteklih letih oziroma vsak mesec znova, priča številnim raziskavam o potencialnem vplivu kanabinoidov na druga pogosta medicinska stanja. Največ teh v gastroenterologiji, na področju kronične vletne črevesne bolezni, to sta Crohnova bolezen, ulcerozni kolitis, potem dermatologiji za številna stanja, luskavica, aknavost, atopijski dermatitis in druge. Na področju bolezni modernega sveta, torej povišan holesterol, ateroskleroza, srčno-žilne bolezni, pa potem še en tak široko področje revmatoloških bolezni, avtoimunskih bolezni, skratka ni da ni, In tukaj moram biti iskrena, da so pozitivni rezultati študij na tem področju premalo številni, čeprav imamo morje raziskav, ker so številne raziskave metodološko sporne, pristranske, rezultati niso statistično pomembni ali so pa nestanovitni in tako v bistvu strokovnih priporočil za uporabo kanabinoidov na teh področjih zagotovo ne moremo svetovati, Potencialne koristi in tveganja uporabe konopljinih proizvodov so seveda odvisni od razmerja posameznih kanabinoidov v pripravku, celokupnega dnevnega odmerka, načina vnosa. Opažamo pa v klinični praksi, da bolnike vse bolj ogroža samo zdravljenje s produkti, ki so nestandardizirani, sestava in kakovost vsebnih učinkovin nista preverjene, Dodatno pa bolnike ogroža še nevarnost opustitve predpisanih zdravil. Torej, verjamejo raje vsem drugim, kot pa lastnemu zdravniku, In dejstvo je, da v pomanjkanju ustrezne regulative na tem področju, ne samo v Sloveniji, po svetu v preteklih letih, so se laični potrošniki velikokrat že iz samega obupa, kadar so bili huje bolni, posluževali konoplje na številne sporne načine. Na kar danes res želimo opozoriti, da se ta miselnost širi, da je splet, tako kot opozarjamo za mlade, za različne stvari, tudi z vidika konoplje zelo škodljiv, in prav tako necertificirani ponudniki, ki velikokrat mislijo, da vse vejo in vse znajo, pa pravzaprav ne vejo nič. Zdaj bom na hitro šla v bistvu čez tele slajde, ki pravzaprav ponazarjajo uporabo kanabinoidov za posamezne medicinske indikacije. Za nekatere bo pač kakšen slajd bolj zanimiv, za druge manj. Bom poskusila iti na hitro. To so najpomembnejša, bom rekla, stanja, s katerimi se soočamo, ko govorimo o uporabi konoplje v medicinske namene. Epilepsija, torej že rečeno, kombinacija kanabidiola, CBD, standardno terapijo lahko zmanjša število epileptičnih napadov, izboljša vedenje, kognitivne funkcije, spanje, apetit in splošno kvaliteto življenja pri tistih huje prizadetih otrocih z redkimi oblikami epilepsije. Multipla skleroza, govorimo predvsem o zdravilu Sativex, to je nabiximol, ki je v številnih državah že registriran kot dopolnilno simptomatsko zdravljenje nevropatske bolečine in spastičnosti pri hudih oblikah multiple skleroze. To so huje bolni pacienti, odporni na standardne načine zdravljenja. Poudarjam pri tem, da ni nobenih znanstvenih dokazov, da bi ob uporabi kanabinoidov prišlo do upočasnitve same bolezni, torej vnetnega procesa in s tem napredovanja nevrološke prizadetosti, torej takšno komplementarno zdravljenje zgolj simptomatsko. In da imamo danes vse več učinkovitih in tudi varnih zdravil, ki pa pomembno vplivajo ne le na simptome, ampak tudi na sam potek bolezni in jih lahko danes ponudimo bolnikom. Rakave bolezni. Največja, pravzaprav tista najbolj odmevna tema na področju konoplje. Vemo, da je endokanabinoidni sistem pomembno udeležen v proces tumorske rasti, razraščanja tumorskega žilja, metastaziranja. Hkrati pa imamo tudi že torej dronabilol in nabilon, ki sta indicirana za dopolnilno zdravljenje slabosti in bruhanja kot posledico kemoterapije ali napredovanja neke hude rakave bolezni. Vendar bi vas opozorila na tem mestu, da v onkologiji doslej ni bila objavljena niti ena klinična raziskava, ki bi pa dokazala učinkovitost
zdravljenja, torej ozdravljenja raka s kanabinoidi. Opozorila bi vas na sledeče, ne? Številne raziskave so opravljene na celičnih modelih različnih vrst raka, kjer se je dejansko izkazalo in potrdilo, da kanabinoidi zavirajo torej proliferacijo, razrast tumorskih celic, pospešijo njihovo smrt. Tudi raziskave na živalskih modelih možganskih tumorjev mišk so pokazali, da tako CBD in THC zavirata rast in zmanjšata velikost tumorja. Vendar laična javnost ponavadi ne ve, da celičnih modelov in živali nikakor ne moremo primerjati ali celo enačiti z kompleksnim človeškim organizmom. V kliničnih raziskavah, torej kar se zadeva ljudi, se je izkazalo, da kanabinoidi podobno učinkujejo tudi na zdrave, normalne telesne celice in nimajo nobenega selektivnega protitumorskega delovanja, ne? Kar je pa seveda zelo neugodno. Bolečina je subjektivna in je multifaktorialna, kar nam velikokrat tako bolniku kot tudi zdravniku otežuje oceniti, koliko učinkovito je zdravljenje. Vemo pa, da imamo že danes množico odobrenih zdravil, tudi številne nefarmakološke oblike zdravljenja, akupunktura, TENS, in na tem področju je resnično veliko študij opravljenih. Tako da danes kot dopolnilno zdravljenje bolečina ima mesto, že omenjeno pri rakavi bolezni, nevropatska bolečina, multipla skleroza, ne. Poglejmo zdaj tudi srčno-žilne bolezni, kar nekaj je bilo tudi enih fam, da lahko s kanabinoidi ugodno vplivamo na proces ateroskleroze. Vemo namreč, da imajo naši endogeni kanabinoidi pomembno vlogo tako pri uravnavanju krvnega tlaka, kot tudi srčne frekvence. Vemo pa tudi iz izkušenj rekreativne uporabe, da višje vsebnosti, kot imamo THC v telesu, večje imamo verjetnost, da bomo imeli neke palpitacije, nihanje krvnega tlaka, da bomo morda izkusili neko angino pectoris, imeli maligno motnjo srčnega ritma ali celo srčni infarkt. Tako da dejstvo je, da uporabo konoplje bolnikom z znano boleznijo srca in ožilja absolutno odsvetujemo. Kronična vnetna črevesna bolezen, kanabinoidni receptorji so pomembno izraženi tudi v našem črevesnem živčnem sistemu, kjer uravnavajo samo motiliteto, torej peristaltiko, izločanje prebavnih sokov. In v literaturi imamo nekaj zapisov, da so kanabinoidi ugodno vplivali tako na bolečine v trebuhu, slabost, apetit, frekvenco odvajanja blata. Moram vas pa opozoriti, ne, vse lepo in prav, ko predstavijo javnosti rezultate teh študij, da pravzaprav ni bilo pa popolnoma nobenih raziskav, ki bi vključevali objektivne kazalce aktivnosti bolezni, ki jih zdravnik spremlja za laboratorijsko sliko, endoskopskim izvidom, torej rezultatom kolonoskopije, kar pa dejansko kaže na remisijo oziroma umiritev samega vnetja. Tako da še vedno ostajajo pravzaprav temelj zdravljenja kronične vnetne črevesne bolezni popolnoma enaka zdravila kot pred vso to ero konoplje. Z vidika predvsem kroničnih neželenih učinkov pa opozarjam, da so to večinoma mladi pacienti, mladi bolniki, ki bi se potencialno s konopljo zdravili vrsto let. Še zadnja stvar, tudi kar nekaj bolnikov sprašuje na temo glavkoma. Tudi tukaj je dejstvo, da pri topični, to pomeni lokalni aplikaciji THC, slabo prehaja v oko, deluje zelo kratkotrajno v smislu znižanja očesnega pritiska, povzroči rdečino očesa ali celo povrhnjo poškodbo roženice, tako da tudi v oftalmologiji rokovanja s kanabinoidnimi preparati ne priporočajo. Kako je pa s konopljo v živilih in prehranskih dopolnilih? Najbrž že veste, najbolj poznani izdelki zaradi njihove ugodne hranilne sestave, ki jih najdemo na trgovinskih policah, so zlasti konopljino olje, pa semena, konopljina moka, proteini, tudi za športnike. Na tržišču smo priča še številnim drugim izdelkom, predvsem konopljin čaj, raznorazni napitki, piškoti in peciva, ki so privlačna za otroke, siri, testenine, spet zelo veliko produktov. Dejstvo je, da nutricionistično gledano
je konoplja zelo bogata rastlina, je bogat vir beljakovin. Vidite, da je bogata tudi na maščobah, vendar vsebuje te zdrave, polinenasičene maščobne kisline, esencialne aminokisline, številne vitamine, minerale, bogata je tudi na balastnih snoveh, torej vlakninah, kar pravzaprav zdrav življenjski slog, tudi konoplja marsikoga prepriča, zato da se pač teh prehranskih produktov poslužuje. Tako kot sem že rekla, dejstvo pa je, da živila, ki vsebujejo konopljo, lahko poleg sledov THC vsebuje še najmanj 60 drugih kanabinoidov, ki so lahko biološko aktivni. Imamo jasne vrednosti, da THC neke vrednosti v živilih ne sme presegati. Tisto, kar bi pa se jaz obregnila ob to, je pa, da ponudniki, laični javnosti konopljo priporočajo ne le zaradi ugodnih nutricionističnih lastnosti, ki dejansko, bom rekla, morda veljajo, pač pa tudi za številne druge težave, kot so težave s kožo, za preprečevanje bolezni modernega sveta, podporo živčnemu sistemu, kot neko izogibanje izgorelosti, za izboljšanje psihofizičnih zmogljivosti. Vse to so pa v bistvu lepe besede, ki pa v bistvu nimajo nobenih znanstvenih dokazov in v bistvu zavajajo ljudstvo, zato da seveda produkt kupijo. Opozorila bi na tržišče prehranskih dopolnil. Spet imamo tukaj certificirana prehranska dopolnila, ki jih lahko nudi vaša lekarna, ali pa neko startup podjetje, ki se začne ukvarjati s konopljo. Dejstvo je, da smo v klinični praksi zabeležili, da je bilo nekemu konopljenemu proizvodu dodan ekstrakt, koncentrat konoplji lastnih kanabinoidov in je bil s tem seveda pomembno presežen dovoljen dnevni vnos, tako THC kot tudi CBD, ki sta specificirana po našemu NIJZ-ju. In druga stvar je, takšna prehranska dopolnila so lahko za ljudstvo zelo privlačna, do te mere, da opustijo tudi svojo redno terapijo, kar seveda še dodatno občutno lahko poslabša prognozo pri takem bolniku. Zdaj pa še moje ožje področje. Si malo poglejmo, kako imamo pri nas v kliničnem centru zastrupitve z tako naravnimi kot tudi sinteznimi kanabinoidi. Govorimo torej o psihoaktivnem THC in njegovih posledicah. Opozorila bi vas na sledeče. Kajenje marihuane, ki ste ga srečevali večinoma pri teh, ki se zadevajo z marihuano, torej kadijo, so psihoaktivni učinki izraženi zelo zgodaj. To pomeni 5–10 minutah po začetku kajenja. Maksimalni učinek je nekako dosežen po približno pol ure. To zaznamo, ko THC preide iz krvi v možgane. Učinek pa traja nekako do 6 ur. Medtem ko za užitje pripravkov iz konoplje, to so pa, se pravi, v živilih, v prehranskih dopolnilih in drugi konopljini produkti, pa opažamo, da se učinki pojavijo kasneje, šele 1 do 3 ur po zaužitju in trajajo praviloma zelo dolgo. Tudi več dni so ljudje zaspani, motorično okorni in tako. Od znakov zastrupitve s THC, kot sem rekla, prednjači predvsem motnja zavesti, neusklajeni mišični gibi, bolnikom je večinoma vsem slabo, bruhajo, opazili boste lahko, da imajo pordele očesne veznice, široke zenice, so tahikardni. Redko srečamo tudi nekoga, ki pride z epinapadom na urgenco ali pa možgansko kapjo ali srčnim infarktom. Opozorila bi vas na podtaknjeno konopljo v hrani in pijači, tudi tega je vedno več, ko so tale peciva, domača peciva, tudi kuki, ko jih zaužívajo pravzaprav nevajeni uporabniki, gre za večjo zaužito količino, kar ne vejo, kaj jejo, te lahko pridejo zelo, zelo ogroženi k nam. In pa zastrupitve s hašiševim oljem in smolo, gre za v bistvu ekstrahirano konopljo, ki vsebuje tudi do 50% THC. Torej namesto 0,2%, 50 in več procentov THC. Tega imamo na žalost kar zelo veliko med bolniki z kroničnimi boleznimi, z rakavimi boleznimi, ki dobijo te konopljine produkte nekje na črnem trgu, po spletu naročijo z dobro mislijo, da bodo ozdraveli ali pa jim bo bolje,
in potem se zastrupljeni znajdejo pri nas. Opozorila bi vas tudi na dejstvo, da je že sama indijska konoplja včasih vsebovala do 3% THC, v zadnjih letih pa že čez 20, tako da so se tudi vrste konoplje same po sebi spremenile s časom. Poglejmo si še grafični prikaz pogostosti zastrupitve s konopljo, da boste malo dobili občutek, kaj je v bistvu tudi, kaj so mediji na nek način so prispevali, vidite, da so tele zastrupitve pri nas v porastu. Če gledamo zgolj internistično urgenco in pa naš center za klinično toksikologijo, imamo približno 60 bolnikov letno, ki se zastrupijo s konopljo. Dodatno približno enako kvoto pacientov opredelimo še po telefonski 24-urni toksikološki službi, ki jo imamo vzpostavljeno. In morate vedeti, da so te številke, kljub temu, da upam, se vam zdijo visoke, previsoke, da so podcenjene, ker je dejansko število zastrupitev verjetno večje, vendar se zdravniki posvetujejo z dežurnim toksikologom le v težjih primerih oziroma ko sami ne vejo, kako naprej in potrebujejo naš nasvet. Zastrupitev s konopljo v bolnišnici potrdimo s toksikološko analizo, vzamemo vzorec krvi, urina, če pacient tega ne želi dati, lahko tudi slino, s hitrimi imunskimi testi, dokončno potrdimo lahko na Inštitutu za sodno medicino z natančnejšimi metodami. Zdravljenje zastrupitve s konopljo je pa pravzaprav zelo omejeno, nimamo nobenega antidota, s katerim bi razpolagali, predvsem bolnika pomirimo in s tem tudi te srčno-žilne učinke pomagamo v bistvu s temi pomirjevali. Bolj kot akutni nas skrbijo tudi kronični neželeni učinki, spet vas opozorim na tele mladostnike, dejstvo je, da konoplja vpliva na razvoj živčevja pri mlajši populaciji, govorimo o nevroplastičnosti, da eksogena konoplja poruši ravnovesje endogenega kanabinoidnega sistema in kvarno vpliva na razvoj mladih možganov. In konoplja v prometu, dejstvo je, da THC pogosto zaznajo policisti, je prisoten pri voznikih, ki vozijo pod vplivom drog, da vemo, da pomembno spremeni zaznavanje časa, percepcijo prostora, podaljša reakcijske čase, upočasni motorični odziv na vidne in slušne dražljaje in po raziskavah tam do 3-krat poveča tveganje za prometno nesrečo. Poglejmo zdaj še za konec, kakšne so izkušnje držav za deregulacijo konoplje. Vrsto let v številnih zveznih državah že ZDA, potem Kanadi, Malti, Luksemburgu, Nizozemski, pa od 1. aprila letos ste zagotovo zasledili tudi v Nemčiji. Mednarodni nadzorni odbor za droge opozarja, da več evropskih držav vzpostavlja neke lastne regulativne okvire za tržišče konoplje, ki pa ne delujejo v skladu z mednarodnimi konvencijami na področju prepovedanih drog. Izkazalo se je, da v državah, ki so se odločile za deregulacijo konoplje, da se z večjo dostopnostjo konoplje žal veča tudi njena vsesplošna uporaba, da poleg porasta uporabe konoplje nas skrbi naraščajoče trajanje uporabe in pa uporaba izdelkov z višjimi vsebnostmi THC. Izkazalo se je pa s tako v bistvu deregulacijo, da tudi ta črni trg, o katerem sem govorila, ni kar izginil, kot bi si morda želeli. In pa tisto, kar nas skrbi, ker o tem vemo morda tudi manj, tudi zdravniki, je pa, da je narasla tudi uporaba drugih oblik konoplje, vejpanje, prehranski izdelki. Tako da, če pogledamo, kam gremo, Nemčija, zelo blizu nam je, ljudje lahko že posedujejo do več gramov konoplje in doma gojijo do 3 rastline za osebno rabo. Tudi pri nas se nam obeta referendum, kjer se bo splošno v bistvu ljudstvo odločalo o takih vprašanjih, ki mislim, da niso tako zelo enostavna. In mogoče bi vam tale slajd tudi pokazala. Ljudje, ki gojijo konopljo, verjemite mi, se ne zavedajo, kako razmere pri gojenju konoplje, kot so temperatura, svetloba, vlažnost tal, sestava tal, kako lahko kritično vpliva na kakovost in sestavo vzgojene konoplje.
Na naši biotehnični fakulteti se je izkazalo, da potomci ene rastline, torej potaknjenci neke rastline konoplje, niti ena izmed mladičkov ni imela enake vsebnosti kanabinoidov kot materinska rastlina. To zelo veliko pomeni. In kaj pravzaprav od tega lahko potegnemo? Da pomanjkanje ustreznega nadzora nad rastiščem rastline pomeni tudi proizvodnjo nestandardiziranih izdelkov iz konoplje, ki imajo neznan delež posameznih učinkovin, in takšne zastrupljence pri nas tudi videvamo. Tudi ne pozabiti z vidika kontaminacije takšnih proizvodov z nečistočami, ki lahko tudi bolnike ogrozijo, to so težke kovine, pesticidi, lahko tudi mikroorganizmi, plesni. Tole so naši zaseženi produkti, tako da boste videli, s čim imamo pri nas opravka. Nekdo, ki želi pozdraviti kožnega raka ali pa se bori z nespečnostjo, pa potem zasežemo takele kapsule, ki že na oči vidite, da je to neka smola, in damo na Inštitut za sodno medicino in notri dobimo 50% THC. Ko se po 10 dneh nek star dedek zbudi, nič hudega sluteč, pove seveda, da je to kupil, pa ja, pri enem certificiranem ponudniku, ki mu je zagotavljal, da je vse tako, kot mora biti, THC v zelo nizkih vrednostih, predvsem je to samo CBD, tudi to se je že izkazalo, da prodajo kot CBD, THC-ja ni, pa se potem seveda znajdejo s hudimi psihoaktivnimi neželenimi učinki pri nas. Tako da to je ena, in pa ta lažna fama, da je nekdo ozdravil raka. To preprosto ni res. Tudi določeni raki so ozdravljivi, nekateri raki so pa pač smrtni. Ampak dejstvo je, da konoplja ozdraviti raka ne more in nimamo še niti enega dokaza živečega, da bi se to zgodilo. Tako da zaključek, priznavamo, konoplja je rastlina, ki je nedvomno vsestransko uporabna, že vrsto let zaradi zelo močnih vlaken, najmočnejših, kar jih poznamo, jo uporabljamo tako v tekstilni, papirni, avtomobilski industriji. Vse džinske so bile narejene iz tega, prvi avto v gradbeništvu. Tudi iz nutricionističnega vidika je konoplja cenjena zaradi svoje ugodne hranilne sestave. Opozorila bi vas, da vsebnosti CBD in THC v prehranskih dopolnilnih, kolikor so le-ti certificirani, torej z jasno navedeno sestavo in v uporabi v sklopu priporočenih dnevnih odmerkov, opaznih zdravstvenih učinkov ne moremo pričakovati, ker so to prehranska dopolnila in ne zdravila, tako da vse, kar ostalo povejo, je pravzaprav zavajanje, ki je seveda dobičkonosno, za tistega, ki prehranska dopolnila prodaja, izdeluje. In upam, da sem bila dovolj jasna, za katere indikacije so si kanabinoidi že utrli pot v klinično medicino, kje bolnikom dejansko lahko pomagajo in jih uporabljamo in si ne zakrivamo oči. In pa, da veste, da za vsa ostala zdravstvena stanja zaenkrat nimamo trdnih znanstvenih dokazov. Na področjih medicine, torej, kjer kanabinoidi predstavljajo možnost zdravljenja, morate vedeti, da to nikoli ni zdravilo prve izbire, temveč zgolj dopolnilno zdravljenje, in da je takšno zdravljenje zgolj simptomatsko. Torej, na sam potek bolezni nima nobenega vpliva. Na področjih medicine, kjer pa nimamo zadostnih dokazov za uporabo kanabinoidov, vas pa danes opozarjam na zavajajoče trditve marketinga, kjer ne vejo, kaj je to in vivo in vitro raziskava, kje je razlika med celico, miško in človekom, in kjer tudi nimajo nekega objektivnega vrednotenja kliničnih raziskav, kakšna je metodologija, pristranskost, uporaba kanabinoidov v izbrani raziskavi. In tudi raziskave so zgolj za posamezne kanabinoide, praktično pa jih ni za konopljo kot celo rastlino. Pa upam, da sem vam uspela pokazati, da so kanabinoidi in nekanabinoidi v človeškem organizmu še kako pomembni. Tako da hvala za vašo pozornost. Jaz upam, da sem zaobjela nekako konopljo kot celoto. Za kakšna specifična vprašanja ali pa vaše dileme sem vam pa na voljo.
Ja, najlepša hvala za tole izčrpno predavanje. Zdaj, če ima še kdo kakšno vprašanje, lahko kar zastavi. Drugače bom pa jaz tukajle iz četa prebrala. Vpliv dodanih eteričnih olj CBD kapljicam. Ali se eterična olja lahko uživajo? Zdaj bom rekla, to mi je malo manj znano, eterična olja. Eterična olja bolniki večinoma uporabljajo za kakšne inhalacije. Uživanje eteričnih olj pa pravzaprav ne vem, to so verjetno kakšni čajevci, eterično olje čajevca, vem, da se je nekaj časa promoviralo za v bistvu kot neke pleotropne ugodne učinke na, bom rekla, jetra, na ledvice, detoksifikacijo in tako naprej. To so spet, bom rekla, ni nobenih znanstvenih dokazov, tako da tega v resnici ne uporabljamo, a ne, tudi vsako tako zaužitje lahko tudi privede do kakšnih prebavnih težav, slabosti, driske, napenjanja v trebuhu. Tako da neke medicinske vrednosti jaz tukaj ne vidim. Hvala. Tole je iz Facebooka vprašanje. THC in CBD za kronične ledvične bolnike. Bom spet tako odgovorila. Jaz verjamem, ljudje so v bistvu zelo bolni. Tudi sama sem internistka, kar pomeni zdravim pravzaprav večino internističnih bolezni, ki lahko pacienta prizadanejo. In tako, kot sem poskušala pojasniti, pokazati, ljudje iščejo nekaj oprijemljivega, kar bi jim lahko pomagalo, pa je to lahko samo anksioznost pred izpitom pri mladostniku, depresije, nespečnosti, žolčni kamni, ledvični kamni, karkoli, a ne. Tako da realno ni nobenih dostopnih podatkov, da bi konoplja na to vplivala, a ne. Tiste indikacije pravzaprav, ki sem jih pokazala. Ja. Potem imamo še takole. Pozdravljeni, moj oče je srčno-žilni bolnik, ima hemoroide in se maže s CBD mazilom. Je možno, da bi bila absorpcija mazila tako velika in bi mu škodila za srce? Ja, to bo mogoče super vprašanje, to je tudi ena stvar, ki jo opažamo. Torej, konoplja se intenzivno metabolizira preko jeter in je povsem drugačen metabolizem v telesu, če jo zaužijemo. Tudi tega smo se najprej pravzaprav iz zlorabe konoplje naučili, da tisti, ki jo zlorabljajo, so tudi rektalno, torej čez analno sluznico si aplicirali konopljo in je bila pravzaprav ta zadetost, vrh zadetosti hitrejši in intenzivnejši. In nedavno nazaj smo imeli 85-letnega tam nekje gospoda, ki je zdravil kožnega raka, navaden bazaliom z obliži, namočeni v bistvu kakor v nek CBD, ki se je izkazal za v bistvu smolo. Ob tem, poleg teh obližev, je uporabljal še neke kapsule na osnovi konoplje in svečke. In ravno te svečke, konopelj, to se izrazito hitro absorbira, venski rektalni pletaš je zelo velik, obsežen in je v bistvu klinična slika lahko zelo, zelo alarmantna. Tako da rektalne uporabe tega pa dejansko res ne svetujemo, a ne, če že, so potem tudi vsi te produkti, tudi vidite vse te, ki sem predstavila, predvsem onkologija, a ne, multipla skleroza, to vse govorimo o peroralnih preparatih, ali so to kapljice ali tablete. Kako in za kakšen namen lahko uporabimo CBD 5-odstotne kapljice za pomiritev? Ja, kanabidiol, torej nepsihoaktiven, se je izkazal spet v navedenih indikacijah. Bom rekla, neposreden
pomirjevalen učinek ali pa da bi direktno vplival na sam spanec, se v resnici ni izkazal. Je bil kot nek posreden učinek CBD-ja in ostalih kanabinoidov, ki so bili prisotni v produktu. Tako da prav za CBD, da bi ga uporabljali za nespečnost, tudi še ni nobenih rezultatov. Se je pa izkazalo, so nekatere raziskave, da je CBD pomagal pri bolnikih z apnoičnimi pavzami, to so kakšni bolniki, ki imajo motnje ventilacije, motnje dihanja ponoči, vendar jih v klinični praksi še ne predpisujemo, ne boste našli v bistvu pulmologa, zdravnika, ki bi vam to napisal. Z vidika pomirjeval pa prav tako ne, no. Res odsvetujemo, obstajajo druga tako naravne učinkovine za pomiritev, kot zdravila, ki so v nizkih odmerkih ob neki občasni, izvenredni uporabi varna, tako da konopljo tudi na tem področju odsvetujemo. Jaz imam eno vprašanje, če lahko. Jaz sem prebrala pred leti eno knjigo, kjer pač so te učinke konoplje kar bili pozitivni na telo in sem brala, da bi bilo zelo smiselno mogoče ene 3 mesece, ti si zdrav človek, ampak 3 mesece jemati recimo CBD kapljice iz industrijske konoplje seveda, 5 ali pa 10% zaradi tega, ker menda ti popravljajo škodo, ki jih na celičnem nivoju delajo prosti radikali. Kaj vi mislite o tem? Zdaj, jaz vam bom povedala čisto iskreno mnenje. Bom rekla, tudi bom poskusila dati to na stran, da sem zdravnica, ne. Bom pa povedala nekako iz neke splošne prakse, tudi kar bolniki sami povejo, ko sem pridejo, ne. Veliko starostnikov si, bom rekla, v lekarnah kupi CBD proizvode, ne. Tega imamo zdaj na policah res že zelo veliko. Relativno veliko starostnikov tudi poroča, da od takrat boljše spijo, da so manj anksiozni, da boljše pridejo čez dan, ne, da jim nekako ta CBD res pomaga, ne, tudi pri težavah z zaprtjem. Tako kot sem pokazala raziskave pri kroničnih vnetih črevesnih bolnikih. Mnogi bolniki so navajali v raziskavah delna izboljšanja, kljub temu, da jih zdravnik z objektivnimi preiskavami ni mogel potrditi, ne. Tako da v medicini govorimo o prvič, lahko je tukaj razlaga placebo efekt, torej da nekaj jemlješ in s to globoko vero, ker si prebral članek na to temo, da bo to pomagalo, dejansko možgani uspejo prepričati telo, da jim to res pomaga. To je ena reč in druga je, ki pa je tudi verjetna, ne, da smo si genetsko ljudje zelo različni. In tako kot nekomu lekadol odlično pomaga, nekomu pa čisto nič, tako je tudi lahko, bom rekla, pri konoplji, konopljinih proizvodih. Tako kot sem vam predstavlja, v našem telesu so endokanabinoidi, nekdo se bo odzval na neko zdravilo iz konoplje ali pa na neke CBD kapljice, nekdo se absolutno ne bo, ne. Tako da zdravniki pravzaprav razpolagamo, zato rečemo statistično reprezentativno, ne. Mi za zdravilo seveda moramo gledati na neke širše ljudstvo, na širše dobre raziskave. Subjektivni posamezniki pa so, nekaterim dejansko pomaga, ampak tako kot pravim, ne moramo niti opredeliti, ali je to zaradi genetskega ozadja samega posameznika, pa dejansko nuca, ali je pa to zgolj placebo efekt. Tako da pri vsem tem bi samo opozorila, lekarna, vsi tisti produkti, ki jih dobite na nekih varnih mestih, torej onkološki bolniki, če vam kanabinoide v nekem razmerju, ustaljenem, po pravzaprav lastnih priporočilih, ki sem pokazala, da jih imamo, napiše zdravnik, mu lahko zaupate. Če nekaj dobite v lekarni, lahko načeloma v standardizirano čisto vsebnost kanabinoidov verjamete. Ne verjeti seveda vsem, kar piše na škatlici, ker tudi to ni res, ne. Vse vemo, da je potrošniški svet tako naravnan, da se čim več proda. Vendar ne dostopajte do CBD-ja pri
manjših agencijah, necertificiranih ponudnikih, ker praviloma vsi, ki se zastrupijo, nihče ni še rekel, ja, saj sem vedel, da sem kupil pri enem, ki mi je bil sumljiv. Vsi praviloma povejo, ja, pa sem kupil tle, po spletu sem naročil iz ene strani, ki je izgledala povsem varna. A ne? To pa upam, to sem danes želela opozoriti. No. Tako da, ne vem, lahko probate, denarja je sicer, ponavadi so te pripravki kar precej dragi, vprašljivost je, tako kot pravim, učinkovitost je, tako kot pravim, prav zares vprašljiva, in zdravniki pač tega načeloma ne zagovarjamo, to je eno tako splošno mnenje. Gospod doktor, lepo predavanje. Hvala. Lepo predavanje. In to sem pričakoval. Sem vedel, da je vse negativno, to imam to tendenco in to je to, ne? Da to ni nič. Vem. To je to in če je človek bolan, se oprime zadnje bilke, da bi se pozdravil in ta zadnja bilka je pač negativna. Je, žal. Jaz sem mislil prej za smolo, da pomaga, mislim, sem imel en občutek, to samo zdaj pa mi je vse jasno. Zdaj. Lepo predavanje in sem zadovoljen. Hvala. Ja, jaz sem se pogovarjala enkrat z enim gospodom, ki je imel karcinom in je seveda se zdravil v bolnici, logično, in je poleg tega še te CBD kapljice imel in mu je pomagalo. On se pa sicer z zelišči ukvarja in kar se tega tiče, je zelo, zelo poučen, na primer o zeliščarstvu, ne. Vse pa je zdravo, vsemi možnimi zadevami pri zdravniku, to je logično, ampak je pa rekel, da je tudi svoje pripomogla konoplja, no. Zdaj ne vem, pač to so njegove izkušnje bile, ne, ker sem bila na enem predavanju tudi iz teh zelišč, pa ne o konoplji, to ni bilo, ampak on je pač kot primer navedel sebe, tako, ne. Tako da, ne vem, no, poznam pa dosti ljudi, ki v bistvu jemljejo CBD kapljice, pa to so predvsem biznismeni, ko v bistvu dobro spijo potem, ker so čez dan tudi preobremenjeni, tako oni pravijo vsaj, ne. Pa nimajo, mislim, stranskih učinkov itak ni, ne, ker recimo pri tehle je tega THC praktično 0,2, manj kot 0,2% pri CBD kapljicah, recimo konkretno pri 10%, ne. In imajo recimo nekatere, ko se tudi po internetu kupijo, so recimo je v bistvu iz industrijske konoplje ta CBD pridobljen, pa je v temle, v ekstra deviško oljčno olje, pa imajo ta evropski certifikat, a veste to, ko je ta zelen znak, pa to, no. Tako da, ne vem, no, kaj ne rečem, no, tako da, Ja, saj pravim, tudi dermokozmetika, ne. Zdaj, sama konoplja je že, tako kot pravim, a ne, glede na to, da stiskamo ta semena, pa konopljino olje delamo, je kot baza zelo oljnata, torej zelo primerna kot neka hranilna nega za kožo. Si predstavljam kemijsko gledano, a ne. In zato so nekatere stranke blazno zadovoljne, a ne, kot neko negovalna kura, kakorkoli, ne, ampak sporno je pa to, a ne, kot sem pokazala, da pa potem rečejo, da bo pa to zdaj na vse dermatološka stanja, atopijski dermatitis, ki ima neko genetsko komponento v ozadju, a ne, ki vemo, da je ne moremo kar zatreti, če ga nek otrok ima, mu to pač ne bo ozdravilo osnovne bolezni. Vemo tudi, da samo če kožo namažemo, je absorpcija praktično nična oziroma tako minorna, da neželenih učinkov ne moremo pričakovati, kot da z tega vidika, bom rekla, ljudstva ne ogroža. Je pa tako, kot sem rekla, praviloma je konoplja cenjena rastlina in je kot taka tudi zelo draga, a ne. In zdravnike, mislim, jaz imam rada stare ljudi, a ne, sem internistka in želim pomagati z vsem, kar imamo, me pa boli, ker povejo, da so to dali polovico pokojnine za kakšne take produkte. ja, A ne, to mi je pa pač škoda. žalostno, ampak danes res gre vse čez denar, na žalost, ne, ampak
svinarija v bistvu, da v bistvu na nek način izkoriščaš ljudi, ne, to ni v redu, ne. To ni okej, da se jim denar jemlje na način takšen, pa način, v bistvu, čudežnih stvari ni v življenju, ne, to mora vse je treba, celo življenje biti pozoren na prehrano, na gibanje, na vse to, kar je pač izogibati se nekim škodljivim dejavnikom, to vsi vemo, to ni, čudežev pa ni potem, ne, ko si enkrat embalažo uničil, pač se ne da več ne vem kaj narediti, ne. Tako je. Žal je pač tak, ne. Tako da, ne vem, no, mene je zelo prepričala res naša biotehniška fakulteta, tudi sami smo se zanimali, da bi naredili kakšno lastno klinično raziskavo z medicinsko konopljo kot rastlino, ne zgolj z nekim sinteznim kanabinoidom, ki ga lahko z našo pametjo, laboratorijsko tehnologijo izdelamo. Kar se je pa izkazalo v bistvu tako, kot so povedali, za relativno težek projekt, ker tako, kot sem rekla, vsaka hčerinska rastlina je imela malo drugačno vsebnost kanabinoidov, a ne, in je to treba zelo, zelo dobro monitorirati. Tako da jaz si samo želim, da vse te države, ki so na ta način regulirale konopljo, da so jo sprostile v delno uporabo, torej da vsak svoje 3 rastlince vzgoji, da bodo te države poskrbele tudi za en tak dober nadzor. In glede na to, kako svet škripa, ki je vse nima nadzora, pa misli, da ga ima, si upam trditi, da bo tudi konoplja eno tako področje, a ne. In tako, kot sem rekla, številne zvezne države, ZDA, one so bile ene prvih, ki so konopljo pravzaprav uporabljale, tako kot je v Sloveniji na žalost alkohol, a ne, se pravi z vsakim vogalom. Tam so študije, tako kot sem pokazala na slajdih, a ne, pokazale, da je v bistvu vse splošna uporaba konoplje večja, da so ljudje bolj ziharaški, saj to je pa zdaj pri nas varno, a ne, zgubi človek eno percepcijo, absolutno pa razumem, da stvari morajo biti regulirane. Tako da velik korak smo v bistvu tudi naredili, da je tako, kot pravim, onkologija, kjer naši onkologi pravijo tega relativno veliko predpisujejo, kar pri nekomu, ki bo tako ali tako, ko se mu iztekajo dnevi, jih ne skrbijo niti neželeni učinki, poskusijo vse, da bi mu pomagali, mu dajo tudi to konopljo, to dejansko enim pomaga, enim pa ne, pač, ampak mu napišejo, radi napišejo, tako so mi tudi pred čist nedavnim na konferenci zagotovili onkologi, in tudi zdaj to napišemo lahko na zeleni recept, ne, v dvojniku, tako kot druge narkotike, tako kot neko Doreto Zaldijar, ki ima praktično že vsak doma za kakšne bolečine v sklepih, a ne. Tako da to ni več nek tak problem, ne. Tudi kar se tiče pediatrične klinike za te otroke, dobijo to zdravilo, če hočejo, ne. Se da poskusiti, če vidijo tudi zdravniki, da z vso znano medicino nikamor ne pridejo, pa bi si želela, ne. Tako da je pa dejstvo, da od zdravnika nikoli ne morate laiki zahtevati, da predpišemo ali pa svetujemo nekaj, za kar pač ni raziskav, a ne, zato smo tudi študirali, zato so tudi raziskave, statistika, zato tudi znamo zdraviti pravzaprav, ker temeljimo na nekih dejstvih. Ja, eno vprašanje je še, glede na trenutno stanje uporabe konoplje v Sloveniji, kakšne so možnosti, nameni za spremembo ob uspelem referendumskem vprašanju o uporabi v medicinske namene? Ja, zdaj sta v bistvu 2 referenduma, ki se jih zdravniki bojimo kaj izpita. In to sta vprašanje evtanazije pa vprašanje konoplje. Ne vem, zadnjič mi je rekel en vrhunski intenzivist, da je žalosten, pravzaprav, ker gre kmalu v penzion, po tolikih rešenih življenjih, je rekel, napisal bi 10 knjig, kaj naj ljudje vzamejo doma, da bodo končali svoje življenje. Upam, da ne bodo od zdravnika, ki je študiral za to, da jih zdravi, zahtevali, da kdaj pomaga pri končanju življenja. A ne? Pač pri tem v bistvu naravnem procesu, ki ga zdravnik mora včasih težko dopusti,
ko gleda bolnika, ki umira pred njegovimi očmi, ker mu ne more pomagati, ali pa je to najbolj humano, da mu pusti oditi. Je v bistvu tako vprašanje za zdravnika, bom rekla, boleče, no, tako je. In tudi, kar se tiče same konoplje, sem se nekako poskusila zelo potruditi pri tistih slajdih, ki so se meni zdeli, da bi nekemu laiku pomagali razumeti, zakaj nas pravzaprav to skrbi, a ne. Tako da te referendumi pravzaprav od zdravnikov bodo zagotovo dobili nek velik ne. Ker v bistvu je to del regulative konoplje, ki je zaželjena, ampak je toliko ene kolateralne škode, ki si je še niti ne zamislimo. Tako da jaz mogoče to še najbolj primerjam z, saj vidite, kako je bil že naš COVID-19, ko smo rekli ena bolezen, pa koliko kolateralne škode je prinesel to za zraven na večjih področjih, a ne. In vsak tak referendum se nam zdi mogoče super odločitev, še posebej, če zelo malo vemo o tem. Če imaš pa nekega izobraženca, ki ti bo povedal več vidikov naokoli, boš pa kaj kmalu videl, da pravzaprav ta odločitev ni lahka, pa najverjetneje tudi ni prava, ne, da bi posegali v to. Tako da ja, jaz, oziroma ne jaz, zdravniška stroka na splošno, nismo ravno veseli, no, za referendume tega tipa, ker se nam zdi, da pač o takih stvareh ni dobro, da razglabljajo preveč laiki, a ne, vsak je za neko stvar mojster. To drži, ja. A lahko še jaz vprašam, ker je bilo moje vprašanje spregledano? Zdajle, ravno sem ga hotela prebrati, ker izvolite. Jaz imam ileostomo, ne? Pa me zanima, kako je potem z absorpcijo, ker nimaš debelega črevesja. A je pač to zmanjšano potem, ali kako gre potem to tukaj? Teoretično odvisno, kje je stoma, ne, na prebavilih. Torej, če je nekje povsem v končnem poteku prebavne cevi, naj ne bi, če to govorim zdaj na splošno, ne, če pa nekdo nima želodca, tankega črevesja, dvanajstnika, kjer je pač večina neke absorpcije, pol je pa seveda ta absorpcija paros bistveno spremenjena, ne. Večina absorpcije se pravzaprav ne čisto za vse stvari, a ne, v medicini ni vedno tako enosmerno vse, ampak načeloma velja, da preden pride do jeter, se večina absorpcije zgodi že v tistih začetnem delu prebavne cevi, a ne. Je pa zagotovo, ne, delež absorpcije malo spremenjena, ne, če ima bolnik neko anatomsko spremembo. Ok, hvala. Še eno je, ali zdravnik, ki predpiše pripravek iz konoplje, ki ni zdravilo, opozori pacienta oziroma odsvetuje upravljanje motornega vozila? To je tudi dobro vprašanje. Tako kot sem mogoče že prej rekla, praktično vsak starejši človek, zdaj glede na to, da se staramo, a ne, populacija se stara, ima zdravila, ki praviloma niso zgolj samo kakšen paracetamol, ne, so recimo tudi kakšna močnejša zdravila, ki imajo notri že kakšen opioid, a ne, to je v bistvu narkotik, a ne. In redko kdaj se zgodi, lahko mogoče zdravnik to skomunicira, redko kdaj pa vidimo tudi v odpustnih pismih iz bolnišnic opozorilo, da ne smejo upravljati vozila, če vzamejo to zdravilo, a ne. Enako je pravzaprav z konopljinimi produkti, a ne. Bom rekla, večino teh opozoril naj bi skomunicirali izbrani zdravniki, družinski zdravniki, do katerih dostopnost tudi v zadnjih letih vidimo, kakšna je, težavna, a ne. Tako da jaz mislim, da je to v splošni praksi velik problem, a ne, da v bistvu ljudje vozijo pod vplivom zdravil, ki primarno vplivajo na centralni živčni sistem. A ne, to so analgetiki, tisti malo ta hujši, pa tudi, tako kot ste rekla,
če je predpisano neko razmerje CBD-THC dejansko ima neko varno mejo, pod katero ne pričakujemo nekih psihoaktivnih učinkov. odločili prav pri avtorju, ki je eden najbolj Ja, tako da mislim, da za te torej uradne produkte vemo, kakšna vsebnost je THC-ja in so pač bolniki tudi ustrezno opozorjeni. Je pa res, tako kot pravim, glede na to, koliko so to ubogi pacienti, so velikokrat kar bolj vezani na bolnico in na dom, kakor pa na avto. To je pa tudi res. Ja, hvala. Zdaj tukaj vprašanj ni več, ima mogoče še kdo? Zdaj lahko še vpraša, drugače bomo pa zaključili. No, skratka, jaz sem vesela, da ste to predavanje spremljali. Upam, da vas je opolnomočilo, vsaj majčkeno, da bo opolnomočilo, da bo domet tudi malo večji, da boste opolnomočili tudi vi sami, kot nek moj coaching za vas, da boste uspeli kakšne bistvene informacije predati tudi sosedom, prijateljem, ker dejstvo je, da to sprašujejo res vsi, a ne? Tako da ja, sem vesela, da vas je to zanimalo, da ste darovali tudi svoje popoldne za to temo. In vam v bistvu vsem želim veliko zdravja in drugih uspehov. In pa hvala za povabilo društvu. Enako vam, hvala. Ja, hvala lepa. Moja Dio. Vidite zdravo, čau. Hvala, Dio. Lep pozdrav. Nasvidenje. Edino bi gospa, Kar povejte. Sandra, verjetno je glas zdravnice bil tak, zato ker je neprimerna velikosti sobe ali pa odbija se zvok od zad, zato sem slišal, da ste diskutirali v začetku, ne? Čakajte, sam trenutek.